Včeraj je prišlo do ugrabitve ene osebe in s tem vozilom je bila ta oseba odpeljana. Kaj je pomembno, ko se gibamo na kraju zločina? Najprej pazimo, da ne gremo čez trak, če nismo del ugledne skupine. Ko smo pa enkrat del ugledne skupine, pa seveda pazimo, da ne povzročamo svojih sledi, tiste, ki nas pa zanimajo, pa ne smemo uničevati. Ti kombinezoni po eni strani preprečujejo, da se ne poškodujemo ali pa da se kaj ne umažemo ali pa kontaminiramo se kaj. Po drugi strani pa preprečuje, da mi s svojim delom ne kontaminiramo tistega, kar bi radi zavarovali. Tukaj hodimo okoli, gledamo pod noge, nekaj neumično s tem, ko hodimo. Mobilnik je tukaj. Dobro, ga pustimo, kar maknemo se od njega. Kakšne sledi pa iščemo? Vsaka stvar, ki jo pusti človek, žival pri svojem ravnanju, mi moramo pa to opaziti, primerno zadokumentirati, zavarovati in prinesti do laboratorija in laboratorija naprej do sodišča. To je pa potni list. Potni list je še, okej. Kaj ste pa na avtu opazila? Umazane šipe. Pa še kaj? Odprt. Tako, ja, vrata so odprta, a ne? Običajno je tako, da ko pridemo na kraj, pa že ko gremo na kraj, nas obvestijo, kaj nas čaka na kraju. Očitno je vozilo, kaj vam to govori, da je tam recimo na tleh leži mobilnik, pa tam potni list, pa da so vrata kar odprta. Ugrabljena oseba pač poskušala zbežati. Prav nekaj se je mudila, ne? Nekaj je prekinalo zadevo. To je za nas najboljša situacija, ker tisti, ki je bil noter, ni imel časa pospraviti za sabo. Torej lahko pričakujemo veliko sledi, a ne? Kakšne naprave uporabljate pri tem? Od raznih praškov do čopičev, s tem iščemo prstne sledi. Potem imamo za DNK brise posebne komplete. Včasih je potrebno tudi mogoče preiskati z posebnimi lučmi, mi jim rečemo forenzične luči. Zamišljati si moraš, kje se je storilec prijemal. Te prstne odtise zavarujemo na eno folijo, potem pa to folijo pošljemo v laboratorij, kjer to posnamejo, skenirajo, dajo v avtomatski sistem za prepoznavo prstnih odtisov in ta poišče po vseh prstnih odtisih, po Evropi pravzaprav. In če je ta oseba noter, bomo dobili ime in priimek, ki je ta prstni odtis tukaj pustila. Zdaj gre ta pa noter, šopeti, boš z volanskega obroča DNK snel, ti mu boš pa pomagal, ker to ne more sam. Najprej rabi tole mu utrgi eno palčko, pa mu devam palčko. Tole. Deva s to palčko, tam kje je voda, drgan po tem obroču. S tem v bistvu dobimo kožne epitele tistega, ki je volan držal. Zakaj smo tukaj? Jaz smo pa zvedeli, da so oseba, ki so jo ugrabili, da so tukaj mučili. Nas pa zanima, a je kje njegova kri. Ker mi ne najdemo nobene krvi, si pomagamo skužati. No, kuža nam je pokazal tukaj kri. Mi bomo pa zdaj z eno kemijsko reakcijo pogledali, če je res tlele kri. Bo pa tema morala biti. Zdaj je plovo, ne? Jaz mislim, da bomo iz teh dokazov prstnih odtisov pa iz krvi pa unga DNK-ja iz volana, da bomo kar prišli do pravih ljudi. Tako da smo jim stopili na prste lahko.